Obvladovanje epidemije se v Sloveniji odvija dobro, vendar se obetajo tudi jesenski in zimski časi, ko je mogoče pričakovati porast števila okužb. Po drugi strani pa se v zdravstvu spopadate tudi z čakalnimi dobami, ki so se posledično podaljšale. Kako sanirati to situacijo? To situacijo bo seveda težko sanirati. Tisto, kar moramo gotovo narediti, je, da v naslednjih mesecih tečejo vsi zdravstveni programi, kar se da normalno, kljub temu, da bo treba seveda obravnavati tudi bolnike z COVID-19. Za ostali zdravstveni programi, se pravi podaljšanje dobe za čas epidemije, pa bo treba pač nekako urediti, sankcionirati postopno. Predvsem je tukaj treba upoštevati, za kakšne bolezni gre. Meni se zdi najbolj pomembno, da je tukaj v ospredju indikacija, da so tukaj v ospredju tiste razumne čakalne dobe. So bolezni, pri katerih se ljudje po nekaj letih šele odločijo za zdravljenje in to zdravljenje seveda izboljša njihovo stanje, ampak točen datum pravzaprav ni tako zelo pomemben za napredovanje bolezni, medtem ko so seveda druge situacije, kjer je treba bistveno bolj pohiteti. Tukaj je na pravzaprav vsaki stroki, da se odloči, kaj so tiste prioritete, ki jih je treba obravnavati najprej, seveda pa na strani ministrstva, da vse te programe ustrezno podpre. Kakšna pa je po vaši oceni zdravstvena škoda, ki je nastala v tem času? Zaenkrat Nacionalni inštitut pripravlja oziroma že izvaja neko raziskavo, ki bo skušala to stanje oceniti. Pripravljamo se tudi v drugih okoljih, da bi skušali vsaj posredno priti do nekaterih podatkov. Nekaj je bilo objavljenega za druge države, recimo v Združenem kraljestvu poročajo o tem, da je bilo bistveno manjše število obravnav infarktov, ker ljudje preprosto niso prišli na zdravljenje.